250 predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in politike je na vrhu slovenskega gospodarstva kot ključne ukrepe za razvoj Slovenije izpostavilo uvedbo raziskovalnih vavčerjev in podporo zaposlovanju mladih raziskovalcev v podjetjih, izdelavo karierne platforme za dolgoročno načrtovanje potreb po kompetencah prihodnosti, sprejem ciljev in strategije povečanja ugleda blagovne znamke Made in Slovenia ter načrtno debirokratizacijo države. Dogodek je 20. novembra 2019 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Udeležence je uvodoma nagovoril tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je med drugim poudaril pomen sodelovanja med gospodarstveniki in državo. Verjamem, da bomo skupnimi močmi lahko prišli do tega Seljana Slovenije gre naprej. Predstavniki vlade, gospodarstva in znanstveno-raziskovalne sfere so na letošnjem vrhu podpisali posebno izjavo za Slovenijo 5.0, s katero izražajo podporo skupnemu partnerskemu delovanju pri prihodnjem razvoju Slovenije. Ta izjava, jaz mislim, da je za vse nas en paradigmatski korak naprej, tudi sprememba v načinu razmišljanja, v paradigmi razmišljanja in mi ocenjujemo na ministrstvu, da je to edina prava pot naprej, torej v sodelovanju, v skupnem vlaganju, v raziskavah, razvoju, inovacijah, skratka vsem tistem, kar pravzaprav Slovenija potrebuje. Velik pomen sodelovanja in povezovanja, pa tudi tovrstnih srečanj, so ob koncu izpostavili tako predstavniki gospodarstva kot vlade. Ja, moram reči, da se pozna, da gospodarstvo pa politika, pa tudi ostali vsi skupaj sodelujemo v napredku in iskanju novih idej, tudi v našem nastopu do sveta, izvoza, ustvarjanja. To je krasno. Mi smo za cele države z eno majhno mesto, srednje veliko mesto in v razdrobljenosti je katastrofa. V združevanju je moč. Prav mi Slovenci, kolikor nas je odličnih, perfektnih, dobrih, se moramo združevati, tukaj pa lahko država veliko pomaga. Zelo koristno, da se vidimo, da se slišimo, da vidimo vlado, da zavzamejo svoje stališča in naslov mi je všeč, da gre Slovenija naprej, ne samo slovenski nogomet in jaz mislim, da smo se danes marsikaj zmenili, da smo lahko vsi pravzaprav spet še bolj optimistični in zaključki so bili dobri. Tako da jaz moram reči, da po drugo leto spet pridem. Malo sem podoživljal mojo zgodovino obiskov vrha slovenskega gospodarstva, pa moram reči, da vedno znova uživam, ko slišim kaj novega. Veseli me ta izmenjava mnenj med gospodarstvom na eni strani in na drugi strani med politiko. Moram reči, da moja izkušnja v tem, da sem doživel obe plati in lahko samo rečem, da sem tudi danes slišal veliko stvari, ki so me navdale z energijo za prihodnje delo. Še posebej pomembno se mi zdi poglavje vprašanja znamke, države in pa podjetij. Slovenija gre naprej. Prav o pomenu Slovenije kot znamke za prihodnje razvojne izzive je v predstavitvi z naslovom Česar ne zmore človek, lahko stori znamka, razmišljal dr. Andrej Pompe. Prihodnost je v tem, da se bo Slovenija morala odločiti, kaj je njena znamka oziroma kaj je tista identiteta, ki to znamko predstavlja. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup pa je ob zaključku letošnjega vrha slovenskega gospodarstva dejal. Imam občutek, da smo v pravem času izbrali pravo temo in da bomo šli tudi z to zavezo Slovenija gre naprej oziroma Slovenija 5.0 resnično naprej k ciljem, ki smo si jih pred 2 letoma zastavili in prepričan sem, da bomo znali dokazati, da mislimo resno in da cilj dodana vrednost je samo en pokazatelj tega, kar bomo uresničili, da bo resnično čez par let življenja v Sloveniji še boljše, seveda za vse.